Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na današnji seji predstavnikom vlade predstavila svoje ugotovitve z pregleda dokumentov o vključitvi Hrvaške v NATO. Vlada Republike Slovenije oziroma njeni predstavniki so predstavili svoje argumente, obrazložitve. V koncu svojega dela po zelo podrobni razpravi je komisija s prepričljivo večino sprejela sklep, da so razlogi za potrditev ratifikacije zakona o vključitvi Hrvaške v NATO močnejši na pozitivni strani kot razlogi proti. S predsednikom komisije sva na razpolago za morebitno vprašanje. Milenković, svetnik Penalva, rekli ste, da so močnejši argumenti za kot proti. To pomeni, da pač so neki argumenti proti, a se tu nanaša na dokumente, ki ste si včeraj ogledali, pa če ste lahko konkretni, kaj vas je zmotil v njih oziroma v katerih točkah so sporni. Hvala za vprašanje. Ker gre za zaupne dokumente, boste razumeli, da vsebine ne moramo razkrivati. So jih pa svetniki zelo podrobno pregledali. Ugotovili smo, toliko lahko povem, da je bila prisotna v dokumentih določena evolucija stališč Hrvaške, ko smo pregledali, kakšna je bila formulacija posameznih stališč, tistih, ki se nanašajo na Slovenijo v ranejših oblikah teh akcijskih dokumentov in potem v zadnjih dokumentih je tukaj zaznaven precejšen napredek stališč, ki je očitno posledica odzivnih sporočil strani NATO. To že pomeni, da do ponedeljka ne bo se državnega sveta ali še? To tega nujno ne pomeni, ker je teoretično še vedno možno, da 8 državnih svetnikov zahteva sklic izredne seje, ki bi odločala o vetu, vendar do tega trenutka take pobude nisem prejel. Mirko Majer, InfoTV, pa vas ne skrbi, da ta dokumentacija, ki je bila na ogled na obrambnem ministrstvu, ni popolna, tudi take govorice so pač že bile slišane. Mi kot državni svetniki smo se pregleda dokumentacije udeležili v dobri veri. Nekateri so porabili za ta pregled več kot 5 ur, vsi pa po nekaj ur. Strani vlade je bilo zagotovljeno, da je to komplet in nimamo razloga, da stališčem oziroma izjavom naše vlade ne bi verjeli.